Dobar dan in dobrodošli v novo epizodo Torkovega pogovora. Današnja tema bosta boks in velodrom. Boks in velodrom sva si izbrala, ker sta oba dva zelo zahtevna, eksplozivna športa in se jo da vrhunsko primerjati. Še preden pa gremo v današnjo epizodo, bi vam pa sam povedal, da midva to z največjim veseljem delava in bi bila zelo vesela, če se naročite, če nam mogoče lajkate video, če vam je všeč, ker nam bo to zelo pomagalo. Bova tudi nivo uspela zelo dvigant, bova planiran, da bova goste začela vabiti. Ali pa tudi kaj komentirate, ne? Recimo, če bova začela goste vabiti, lahko komentirate koga pa poskusva, ali pa tako mislim. Ja, seveda. Ali pa kakšno svoje mnenje o kakšnem posnetku, kaj se ne strinjate, se strinjate in tako. Ja, Bi bilo zelo pa seveda tudi, kot je Jaka rekel, lahko gre se skozi stare posnetke, zelo veliko stvari so najna mnenja, tako da je zelo veliko stvari, s katerimi se lahko strinjate, se ne strinjate, so zelo zanimive stvari. Vsak torek objavljava epizodo in če vas zanima karkoli o športu, marsikaj sva že povedala, marsikaj še bo povedala, se naročite in to je to od tega uradnega dela, zdaj pa o boksu in velodromu. Ja. In pa si pogledajte, kaj so vam pripravljali. Ja, pripravila so na začetku malo o vsakem športu, kaj sploh je in tako. Ja, boks in velodrom. Prvi razlog, zakaj sva se izbrala boks in velodrom, je Jaka je kolesar, jaz pa delno treniram tudi boks in zato je tudi taka zelo zanimiva primerjava, s kateri lahko diskutiramo. Ja, sicer jaz sem čist nasprotje tistemu kolesar na velodromu, ampak še vedno tvoje moči so bolj v 5-urnih conah, ne? Ja, mislim. Tvoje treningi so sicer krajši kot 5 ur, ampak potem se zgodijo tudi, naprimer, daljši. 27. aprila imamo planiran, da bo tudi posnela Jaka to kolesarjenje, ki bo peljal s kolesom na vse klance Baške grape. Ja, saj to bova še velikokrat povedala. Baška grapa je majhna, ampak klancev je pa veliko, ne? In v tistem dnevu skupaj bova cel dan na terenu in bova posnela 15 klancev, 7100 višincev in pa 212 km. To je zagotovo, jaz bi rekel, top 3 izziv v mojem življenju, pa tudi za Simona bo izziv, ker snemati tega ni toliko lahko, kot zdaj tukaj nastaviti kamere, ne? In snemati, kar govoriš, ampak z avtom in ne z vso najboljšo tehnologijo, ne? Največje tehnologije. Mogoče bomo imeli, ampak bo veliko težje posneti, tako da 27. aprila bo to. Epizoda pa pride verjetno na torek po tem aprilu ali pa en teden kasneje. Odvisno od tega, kako bom jaz uspel urediti. Ja, bo kar veliko za urejati, se mi zdi. Ja, nič, ta epizoda pa pride v torek, tako da greva midva na... Se bova še velikokrat povedala o temu izzivu. Baški grapi. Ja. Boks. Bom jaz kar najprej povedal, o boksu, kaj si jaz mislim o boksu, pa kaj zame je boks. Ja, boks je veliko več kot samo tista osnovna predstava, po mojem, v kateri se ljudje mislijo, in to je, da se pač tolčeš. Borilne veščine nasploh so več kot samo to, da se samo tolčeš. So filozofija, so v bistvu način življenja. Ne? In v borilnih veščinah otroci, sploh na Kitajskem, večinoma rastejo od malih nog. V Kung Fuju so pogosto to sirote, ki so jih v samostane vzeli in so pa na ta način jih dvignili do nekih visokih ravni v življenju. In so skrbeli za nje menihi, oni so potem trenirali in so ščitili vasi. In tako nekako so bile borilne veščine. Ne? So bile namenjene temu, ta začetek. V resnici so bile namenjene temu, da so se ljudje branili pred... Ja, ker ni bil profesionalen neki za denar, pa tako, kad je zdaj. Borili so se za življenje in to v bistvu borilne veščine so še zmeraj ostale na nek tak način, samo da so v načinu, ki je deloma varen in zanimiv širši javnosti, ne? Ker borilne veščine so namenjene temu, da nasprotnika poškoduješ, da on tebe ne poškoduje. In zdaj sodniki pa spravili so te stvari omejili do največje mere, ampak še zmeraj je boks. Predvsej kruta zadeva, oziroma boleča. So pa v boksu, jaz mislim, da danes ne bova govorila toliko zelo veliko o tem, kakšni udarci so v boksu, koliko se lahko nasprotnika poškoduje, ampak predvsem
naprimer, kakšne poškodbe so, kakšne moči se daje, kakšne so fizične lastnosti posameznika, ki jih te stvari izvaja. Iz kje pride ta moč, ne pride samo iz roke, daleč od tega, ne pride samo iz roke, ker če ne bi bil boks to, ne. Ampak je veliko več kot samo premikanje. Temu se reče tehnika. To je potem tehnika v boksu in te je tudi zelo veliko, kar se je treba naučiti. In to potem velodrom tudi podobna stvar, ki ima zelo veliko faktorjev, ne. Ja, velodrom delajo pa predvsem noge, ne, ker pri boksu dela nekako celo telo, treba je biti gibljiv, imeti dobre reflekse. Zdaj, lahko bi primerjal formulo z boksom, glede refleksov, ne. Jaz mislim osebno, da rabiš imeti celo pri boksu še večje reflekse. Mislim, večje, hitrejše reflekse, kot pri formuli, zato ker sicer lahko pričakuješ, od kje bo prišel udarc in tako, če poznaš nasprotnika, kaj približno vsakič dela, ampak se mi zdi, da je teh udarcev toliko, da in v borbi, da nekako ne moreš pričakovati, od kje te bo, in refleksi so tle zelo pomembni. In tudi fašeš, če nisi dosti hiter, dobiš, ne. Velodrom se potem po moje razvil tako kot, veš, kaj je to, ena stvar je, da mi vedno hočemo tekmovati, ne. In velodrom je pa potem ena stvar, v kateri imaš približno podobne lastnosti športa, se pravi, je zelo eksploziven, zelo veliki napori so v kratkem času, čemu je zelo boks podoben, čeprav boks je pa zelo velika vzdržljivost tudi, ne. Čeprav ljudje si ne bi mislili, da je toliko vzdržljivosti v boksu, boks je do zelo velike mere vzdržljivostni šport, pa je eksploziven šport in še zelo naporen psihično. Velodrom je pa tem predvsem ima pa vrh v bistvu samo na eksplozivnosti. Psihično niti ne, sicer je 1 na 1, ne, tako kot v šprintih, ne, saj so tudi daljše discipline v velodromu, tudi do recimo 150 krogov, ne, to pa prije do 30-40 kilometrov, ampak še vedno, midva so danes fokusirala na te primarne, zato ker je velodrom. Vse to sem hotel še povedati, veš, ke boks, ti imaš res nek cilj, da dosežeš nekaj, zaradi česar te nasprotnik ne bo mogel poškodovati, ali pa zelo pogosto so bila tudi to načela maščevanja in taka, ne. Zdaj, velodrom je potem ena stvar, v kateri so vse te stvari izpadejo ven in je to še, ohranja se značaj te človeške borbe, ampak hkrati si pa ti večinoma izogneš poškodbam, večinoma se izogneš full kontaktu in takim stvarem. Ja, upaj imam per 70-75 km/h kontakta ne sme biti. Ne sme. Ne želi si tega, ne drug, ker ponavadi pol letiš po tleh. In to so potem na način, na katerem se šport potem postane način, da se izogneš ti bojevanja in tekmovanja na tak način, ker nasprotnika poškoduješ. In je psihično manj zahteven, ker v bistvu ne pričakuješ, niti ni neke velike možnosti, da se boš poškodoval, medtem ko pri boksu je in zaradi tega to vpliva na psiho, da se ti bojiš tudi za svoje življenje v končni fazi, ker je to toliko nevarno. Boks je borba za življenje. Še zmeraj se zelo pogosto zgodi, da kdo umre v boksu, kar pa v velodromu to je nemogoče. V velodromu je to nemogoče. Lahko letijo po zraku per 75, ampak enostavno ni takih padcev, da bi nekdo umrl. Je cestno glede tega veliko bolj nevarno. Tako da, No, potem so pa zanimivi podatki pa primerjave, ne, ki jih imamo med boksom pa velodromom, zaradi česar sem videl to zbrala. In je, na primer, pri boksu treniraš tek, na primer. Treniraš z utežmi in treniraš, imaš potem boksarske stvari. Različne eksplozivnostne vaje, koordinacijo, povezava nekako vseh tvojih delov telesa z glavo, ne, recimo neke vaje, tudi če so tako na mestu statične, samo da ti kontroliraš z glavo vse svoje dele telesa, da točno veš, kje stojiš, kako stojiš. Pomemben je tudi
kje imaš težišče telesa. Mislim, da je nizko, da si pravilno uprt v tla, ne? In da ke daš udarec, ne? Da se odrineš, da imaš dobro stabilnost. Vse se začne pri nogah. Ja, vse začne. Ne? Pa težišče je tudi res, se strinjam, zelo pomembno. Zato v bistvu pri boksu ne stojiš ravno kot sveča. Ne? Ja, seveda ne. Si veš čas. V bistvu neko pravilo je, da poskušaš pri boksu vedno biti na prstih. Zdaj, bolj kruti načini treninga je, da si ti kaznovan, če si spet prišel na tla. To so bili tudi kakšni načini treninga, ampak je zelo pomembno, da imaš ti to stalno, da imaš noge v takem stanju pripravljenosti, da ti lahko odreagiraš nazaj. In vse se začne res, pri nogah se začne in ti iz noge udaraš nasprotnika. V bistvu, ne. Ja, noge so nekako orodje, ki te premika okoli nasprotnika in pa ti daje neko začetek, iz kjer lahko ti gradiš udarec. Tako da tudi noge so pomembne pri boksu, čeprav bi mislil. Sej se boksa z rokami, ne, ampak nisem to. Je pa pol tudi pomembno jedro telesa, ne? Zaradi stabilnosti vsega tega. Moraš kar biti. Ne? V bistvu tukaj tek je za tvojo kondicijo. Ja. Potem, kaj so še rekla, fitness je za moč. Moč nog. Čisto gola moč, to je zato, da lahko ti nasprotnika vsakič udariš z enako močjo. Potem, v bistvu, ti rabiš kondicijo, zato da boš ti zmožen eksplozivno zdržati skozi daljše obdobje časa. To je pa tudi ena zelo zanimiva definicija, ki sem jo jaz prejle gledala. Medtem, ko ti iščeš, boks so v bistvu eksplozivnostni intervali, ki se ponavljajo 12. Ja, torej, ti v bistvu moraš trenirati. Koliko je zdaj, recimo, med rundo časa? Profesionalci, pauze v boksu so ne glede na kategorijo enako dolge. Dolžina rund je samo različna. Olimpijski boks, mislim, da je 3x3, se pravi 3x3 minute dolg, pa med 1 minuta pauze. Vedno med vsako med rundo 1 minuta pauze, kar zelo pogosto ni zadost, da bi ti se karkoli regeneriral. Puls v bistvu ostane. Ja. Če si ti ful natreniran, ti bo sicer padel. Ampak tukaj spet pride ta psihološki faktor. Ja. Če se ne sprostiš, če veš, da si v slabem položaju, puls ne bo padel, ne? Ker se bojiš že naprej iti in puls ne pade. Zdaj, če imaš pa ti neki, greš lahko na teste, recimo kolesarjenje, čist varno okolje, nekje na sobnem kolesu, ti bo puls tistim zelo natreniranim padel za tudi 60 udarcev v 1 minuti dol, kar je ogromen, ampak to je varno okolje, medtem ko pri boksu pa to ni tako. In ko si ti že pod stresom, ko ta stres vpliva na te, puls ne bo šel dol. Puls lahko celo zrase in to ni dobro, ne? Tle piše, vzdržljivost v boksu je več kot samo aerobna kapaciteta ali sposobnost mišic, da se hitro regenerirajo potem, ko grejo v anaerobno stanje, ampak je to tudi, da lahko ogromne zahteve telesa ukrotiš in jih. Ja, tudi po kisiku VO2 max imajo visok. Tisti absoluten VO2 max imajo težo, toliko večjo, da ta VO2 max spet ni največji, ampak imajo pa, mislim, poraba je velika, ker to so vse intervali, ki trajajo tja do 3 minute in to že kar fajn dihaš, ne? To že kar poraba je velika in je treba zelo dihati. Ni zdaj to največji VO2 max med vsemi športniki, ampak je pa zelo velik, ker tudi veliko mišic dela pri boksu in te mišice rabijo pol veliko kisika. Več kot pri kolesarstvu in pri večini športov, zdaj so tudi športi, ki se še več mišic dela, ampak ja, to je en tak faktor, ki tudi vpliva na to. Ampak še nekaj, to, kar sem prej rekel, da ni dobro, da imaš toliko visok puls, oziroma da ti ne pade. V bistvu ta adrenalin, ne,
ti poviša puls, ne? Ampak to je v bistvu tudi dober. Po neki strani je dober. Zato, ker se ti pripraviš na borbo in srce ti dovaja kisik še naprej, medtem, ker mogoče mu pa niti ne. Tako, mogoče ti to da še malo več energije. Čeprav ne rabiš več, ker v resnici ne rabiš. Sej mišice niso toliko zmatrane, recimo so enak zmatrane, ker pritisnu, ker ti pade, ampak če imaš ti ful adrenalina, imaš že prej višji puls. In to pol vpliva, da je kisik stan v mišicah. Tako da to bi tudi bilo zanimivo, še malo raziskati, to je zdaj samo tako. Bi bilo, ne? Ker tega se ne dela. Vsaj pri športih, ki se s tem zares ukvarja s tem, ponavadi ni take psihe, ampak bi bilo zanimivo to raziskati, ker zdaj pri kolesarstvu ima to, mislim, se ni zraven enkrat te bo zaštihal, to bo tam. Pri boksu pa skoraj tako je. Vse to je v bistvu cilj kolesarjenja. Da pač pokažeš, kar zmoreš, ni pa psihe spet največje. Sej tudi na profesionalnem nivoju je povsod psiha, se bojiš tega pritiska tam, ampak ker se pa ti bojiš za svoje življenje, pa to nek drug pritisk. Tisti pritisk je medij, mogoče drugo, to je povsod. Ampak ni pa povsod tisto, da se bojiš res zase. To je nekaj drugega. Zato je boks kompletno gledano en najtežjih športov. Kompletno gledano zagotovo. In v surovi moči tako 5 minut pa za povrstjo je pa po moje najtežje. Dober, lahko greš teč 3-krat po 12 minut, to je tudi težko, ampak ni pa psihično. Zato bi rekel, da je to pol glede tega najtežji šport. Eksplozivnost imaš pa recimo velodrom, ampak čeprav je tek tudi pač take stvari. Vzdržljivost so pa pol drugi. Formula ni pa nikjer. To pa ni. Ampak ti imaš eno, se pravi, ti moraš vsakič gledati na to, da imaš dosti energije, ohranjaš, da lahko nasprotnika še zmeraj dosti močno udaraš, da boš premagal ga. In tle je tvoj cilj. Boks je v bistvu igra, kjer se energije prenaša. Ti moraš ves čas paziti na to, da boš ti ohranil več energije, da boš delal s to na nogah kot nasprotnik. Hkrati pa njemu dati udarec, ker bo ta energija njega zlomila. In ti v bistvu, ti mečeš ogromno udarcev v boksu, gre v prazno. In vsak udarec, ki gre v boksu v prazno, je ti težek. Ti, ki boš dobil, ti, ki vrješ udarec, si ti roke skozi držiš tle gor. To je zelo velik pritisk na rame, zelo težko je to roke skozi držati gor. Že to, ne. To, da imaš roke skozi gor, je trening. Siguren, pa tudi, da na prstih stojiš. Pa tudi, da na prstih stojiš, je zelo težko. Vpliva, ti moraš biti pa ti stalno pripravljen, da lahko nasprotniku vrneš udarec. In če ti udaraš, pa nasprotnik se začne slabo umikati, da se bo začel skakati nazaj, namesto da bi šel z ramo dol, ker so najhitrejši pa najbolj efektivni umiki, ali pa da tako blokiraš roko, bo on naenkrat zgubil 10 enot energije, ti boš zgubil 5 enot energije in boš ti na dolgi rok zato veliko boljši od njega v rundi, zaradi tega, ker on čisto enostaven ne bo več mogel proti tebi metati takih udarcev, ne bo se mogel to hitro umikati in potem ta prehod energije pride na tvojo stran in zato potem tudi v boksu lahko zmagaš. Je pa tudi veliko drugih načinov, naprimer, da imaš čisto enostaven tako moč in tehniko, da lahko z udarcem nasprotnika premagaš. Ampak to je na koncu vedno samo prenos energije. Ki pa ni, kot si že povedal, vedno gre tudi energija v prazno. Hvala Bogu, pri velodromu tega ni. Da vidimo hitrosti nad 80 tudi. To bi, naprimer, če bi to prenesel na velodrom, bi bilo hitrosti 20. Kada bi vsakič, ko obrneš vsak drug obrat, da bi ne bi veriga držala zadnje kasete. To bi potem koliko da bi se ti veriga vsakič bi prazno zagonil. Mislim, to je kar redek pojav, ampak imava mi dva enega sošolca, ki so mu to zgodili v prvem letniku.
Ne vem, zdaj ne bom po imenu. Ki je Verigo strgal. Je Verigo strgal, ja. V Bohinju, saj tebe ni bilo v tej skupini, ampak je bil en. Lahko si predstavljaš, no. Ne bomo zdaj po imensko, ampak se mu je zlomila Veriga. Pa dobro, to, da se ti pa Veriga zlom, pa ni nujno dokaz tvoje moči. Mogoče pa ene parkrat prej v prazno zavrtel, pa se je to nakupičilo v Verigi, pa je bilo pa enkrat preveč. Ne, ni. Ne, zelo pogosto je, da to, da strgaš Verigo, dokaz tvoje neznanja vožnje kolesa. Ne? Tudi to. On ne bi bilo nujno, da je tisto Verigo strgal. Ja. Čeprav je bila obravljena zaradi pogostosti. Ja, pa verjetno ne ravno rednega servisa in tako naprej. Ja. Sicer je močen, ne, ampak Verigo strgati so tudi močnejši. Ja, pa je ne strgajo. In te močnejši, na primer, na velodromu dajo nad 2000 Nad 2000, ker moraš dati, če tam nisi pa zraven. Samo moraš imeti tudi kil tam nad 85 nekako. Bi bilo dobro, čeprav obstaja tudi lažje. Figura za velodrom je nekje 1,75 m, 1,80 m. Ja. Pa med 80 pa 100 kil. Ja. Koliko je kovlev? Čez 100 kil. Čez 100 kil? Čez 100 kil, 108 kil. 108 kil pa meter... Kar visok je. Meter 90, ne? Kar visok je. Medtem, ko on išče, lahko povem, da je to tudi največja zabeležena moč, ki jo jaz sploh poznam. Zdaj, če kdo pozna kaj več, kakšno drugo moč od koga drugega. Dolgo časa so verjeli, da je Bolt. Ja, 2700 vatov, ampak v resnici ima pa to Jakovljev, ki je pa 2800. Pa mislim, da je Bolt je do 2600 pa neki, ne? Ja, neki ta zgled. 2600. 2800 je ta največji zabeležen prav s powermetrom. Moč človeka, to je tako, da bi kaj, 280 kil dvignil. Za en meter v eni sekundi. Ja, res je. Ja, to je kar velik, ne? To je kar velik. Jaz 280 dvignem. Jakovljev ima 106 kil. 106 kil? Pa 1,99 m. Aha, ja, pa visok. Malo bolj suh, kot sem mislil, ne? Malo bolj suh. Ja. Zgleda pa aerodinamičen ni prav zelo, ne? In to je prav problem, ker ni vse v moči. Tudi pri velodromu je pa tako, da ni vse v moči, je velik v tem. Tako da ni sam moč, ne? Ampak je tudi koliko si ti aerodinamičen, ne? Veliko se s tem ukvarja. On je tako visok, mogoče malo bolj suh, ampak še vedno ni najboljši na svetu, ne? Je Nizozemec Harry Lavreysen je še veliko boljši kot on. Čeprav je Jakovljev tak bolj mlad kolesar, se mi zdi, da nastopa za Izrael, čeprav Jakovljev je Rus, mislim. Pač potencialno, glede na ime. Je šel iz Rusije pač v Izrael. On je Mikhail Jakovljev. To je Jakovlev se napiše. To so neke sovjetske korenine. Ja, sovjetske. Je pa tale, ki si rekel ti, Harry Lavreysen, ima pa 1,81 m, pa 92 kil. Se pravi, on ima večji BM. Ja, on je bolj debel, no. Mislim, nabit, sej to ni špeh. On datum 2600, meni se zdi, njegov največja zabeležena moč. Je pa svetovni prvak, meni se zdi, več kot 10-krat, čez 15-krat. Lahko tudi pogledaš, ampak meni se zdi, da... Ja, v sprintu v skupinskem sprintu je 2-kratni olimpijski prvak, pa je pa še druga disciplina, 1-kratni olimpijski prvak. Svetovni prvak je pa v sprintu 1, 2, 3, 4, 5, 6 krat, v skupinskem sprintu 1, 2, 3, 4, 5, 6 krat. Ja, imajo pa svetovno. Evropsko prvenstvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 medalj zlatih iz Evropskega prvenstva v zadnjih 7 letih. Aha, koliko ima pa let? Koliko ima pa let? 26. 27. Ja, pač se spoznam, približno vem, kakšen je, no.
in tudi gledam veliko. Matthew Richardson je pa en Avstralec, ki se je pa z njim boril in ga celo enkrat v Ligi prvakov, to je njihova Liga prvakov, v velodromu je ga premagal, se mi zdi, za par točk, skratka, to je bilo zelo zanimivo. Velodrom je zanimiv šport za gledati. Meni sicer ne te dolge. Richardson je pa mlajši, ne? 23. 25, mislim, ne? No, ja, takrat, ko sem ga gledal, je bil 23, zdaj že nekaj časa nisem odprl na televiziji. April 1999, se pravi 26 let. Ja. Kaj 27 je april? Ne vem, no, tako. 17. Okay. 17. april. Sem zanimal. Ampak, ja, zanimiv šport za gledati, lahko ga gledate na Eurošportu, predvsem krajše discipline so zanimive, šprint, te daljše niso. Zdaj, boks, kje pa boks lahko gledaš? To je pa zelo težko v bistvu zadnje čase gledati. Na Vojo, Fight Club, pol Hrvaške, razne televizije. Ja, Hrvaške, večkrat, Power Slap in take stvari. Ja, moraš imeti kar dodatne kanale, ne, zato da lahko gledaš. Ja, jaz recimo ne morem gledati boksa, nekatere borilne športe lahko, ampak se ne da. Tako da to rabiš po mojem imeti dodatne kanale ali pa plačati, če ne pa na YouTubeu. Ampak jaz ne gledam recimo boksa, gledam velodrom, ampak kot sem že rekel, krajše discipline. Zdaj pa, ja, torej pri velodromu nekako daš moč iz nog, pri boksu pa pride moč iz nog. Ja, ampak iz kje je tako še, recimo, moč? Ja. Ker recimo ti boksaš, ne? Mišice, ki moraš ti trenirati za boks, so... Po času, povej po času. Po času, koliko časa treniraš kaj? Ja, tako. Ja, mislim, mišice, ki vlečejo, so zelo, v bistvu pri boksu precej nepomembne. Ja, ker v bistvu... Ko udarec gre iz tukaj, ne? V bistvu imaš ti, en del so te zadnje ramenjske obroč mišice zadnji, potem je rame, zelo pomembna mišica, prsni koš, pa noge, pa trebušne mišice, ker pa hrbet, spodnji del hrbta. Ja, ne zgornji del hrbta, ampak spodnji del hrbta. V bistvu ta zgornji del hrbta je edina res nepomembna mišica v boksu. Ja, tele stranske mišice na hrbtu. Koga to v bistvu v kolesarju, čeprav... Pri kolesarjenju so tudi mišice vlečenja. Ja, v kolesarju so predvsem mišice vlečenja bolj pomembne, kot potiska, ne. Ko se ti držiš v šprintih, a veš, ko se greš na kolo, pa se sedeš gor, pa primeš bicikl, pa greš na easy kolesart, te bo roke pa začnejo boleti, ker se boš naslanil na roke in se boš držal na balanci. Ja, pa tudi rit. Mislim, to je... Vsaj na unih kolesih, ki so bolj naprej nagnjeni. Če si manj naprej nagnjen, tako kot imam jaz na mestnem kolesu, te bo sam rit začela boleti, razen če imaš vzmetenje, tako kot ga imam jaz. No, pa te pa nič ne boli. Pa te pa nič. Ja, Rolls Royce izmed biciklov. Ja. No, ampak pri kolesarjenju, ki pa tem, ker pa ti res hočeš samo moč dati noter, je so pomembno, da ti lahko balanco stisneš v to smer, se pravi, da vlečenje, biceps. Tako da so tudi roke, ampak spet... Je pa pomemben predvsem, da imaš take kitaste roke, ne mišicaste. Ja, to. Pa zanimiv je, pri velodromu noben ne šprinta v stoji. Noben, ne? Noben, a si že kdaj videl? Ne šprinta v stoji. Ne šprinta v stoji. Pa pri velodromu moramo povedati še nekaj, da ni prestav in ni bremz. Torej ti, ki končaš šprintati, moraš vedno okoli noge, pač mora iti. Pa ni pestan, ne, ki bi se ti v prazno vrtel. Ja. Direkten prenos je samo... Direkten prenos in ti, ki se začne vrteti, ne moraš ti nehati vrteti nog po šprintu, še vedno se ti morajo odvrteti in to je problem, ne, mislim, lahko je problem, če ti nimaš moči. Mislim, se ti bodo vrtele, še vedno mora biti neka moč, da se ti to vrti. Ne moraš pa zabremzati, ker je tak navor, da ti bi sam zlomil nogo. Mislim, se ne bi mogel staviti. Se tudi to, da ni prestav, pa da ni nobenega drugega prenosa, kot je samo direkten, ne, je zelo efektivno zaradi tega, da ne zlomaš česa.
Ja. Vsaka dodatna komponenta, ki se vrti, ki se premika. Ki bi ti neki predstavil. Je dodaten faktor, veš, to ni faktor, to se eksponentno veča možnost, da se nekaj pokvari. Ja. Tako da ta kolesa so verjetno precej enostavno za servisirati. Zelo. To je samo en skupek železja. Ja. Mora biti kar močno to, ker to so moči. Niso tako lahka, verjetno. Ker je tako čez 2000 vatov moči in to niso navadna kolesa, to so precej ojačana, no, da zdržijo take bike gor. Ja, pri boksu je pa tako, mislim, zdaj lahko poveva še, ampak recimo ti če bi kakšen se odločil za boks, ne, kakšen tak mlajši. Ja, mislim, to je moj oče zelo dobro v prepričevanju ljudi, da se odločajo za boks. On je celo šolo spravil, da se začne boksa. Recimo, da bi ti nekomu povedal. Ja, če nimate želje, da bi se znali braniti, ne id boksa. Če vam je boks res všeč, pejte boksati. Sam pa verjetno, če boksate, če vam boks res všeč. Ja. Ampak tako, boksati greš zaradi več razlogov. Ali ti je boks res všeč, mogoče ti je amaterski boks res všeč, ko imaš družbo, pa imaš do neke mere nevarne treninge. Ampak potem, ko pride do višjega nivoja boksa, ne vem, če komu boks res všeč, mogoče ti je všeč, niso pa fajn trenirati, ni fajn dobiti udarca v nos. Take stvari niso fajn, po mojem, nikomur. Mislim, kakšni mazohisti so že, ampak meni se zdi, da 97% ljudi na svetu, po mojem, profesionalen nivo je preveč krut in preveč težek tudi za trenirati, da bi kaj takega se šel kdo. Sej večina športov je takih, sej tudi kolesarstvo na profesionalnem nivoju. Drugač pa rekreativno je boks, to pa zelo priporočam. Če gledaš, da bi rečel en šport, ki bi res delal. Pa tudi stane neki že, no, ampak ni pa zdaj to jane. Ja, mislim, najprej osnovne dele boksa. No, kaj so recimo? Tehnika, to so osnovni. Osnovne boksa so levi direkt, desni direkt, levi kroše, desni kroše, levi uppercut, desni uppercut, to so osnove. Zdaj pa odvisno, kjer je prvi direkt je tist. Jaz sem desničar, potem to pomeni leva noga naprej in pomeni, da je prvi direkt leva roka, ker imaš desno roko močnejšo, desna roka je v bistvu ta močnejši udarc, ki traja dalj časa, da pride nazaj, in zato 70% udarcev, kot meni trener rekel, je z levo roko. Da ti udaraš z levo, potem so pa vsi ostali udarci, ne? Se pravi, 7-10, sej ne šteješ. Ja. Da šteješ udarcev, ampak... Ja, seveda, da ne. Ta osnova je, da večina udarcev gre s to roko, kar v bistvu nastavljaš, da ugotavljaš, na kakšni razdalji od tebe je nasprotnik. In potem, ko ugotoviš, ko ta roka zadane, moš ti reagirati in še to roko zraven. In ta roka je potem tista, ki naj bi res naredila efekt. Zelo pogosto se pa zgodi, da so najhujši udarci tisti, ki človek ne pričakuje, in to so najbolj pogosto po moje direkti z levo roko, se pravi s prvo roko, ki res lahko v nasprotnika ujameš. Ja. Ta drugi udarec zelo pogosto tudi nasprotnik že pričakuje. Ja. Sploh jaz sem zelo dolg časa, zelo odprto še zmer, 3 leta nazaj sem začel boks, zdaj pa doma treniram. Tako da jaz imam boks predvsej poceni, boksarska vreča smo mogli kupiti. Imam pa v planu, da bom šel tudi malo nazaj spet v klub pogledati, ker so pa, če hočeš biti res dober, moraš biti trener. Ja. Pač ni. Ja, seveda. Pa lažje je vedno s trenerjem delati, sam doma moraš biti res discipliniran, da se lotiš. To je šport, kjer rabiš imeti trenerja in neko vodenje, ker je toliko enih kombinacij in stvari, da veliko bolj kompleksno kot trenirati neko vzdržljivost. Za vzdržljivost si moraš vzeti čas, pa v glavi rabiš biti, da greš. Tukaj je pa tehnika, to ne moraš sam. Ne, začeti definitivno ne, nadaljevati je pa tudi precej lažje s trenerjem. Ja, veliko. No, ampak osnove so to, pa še ena zelo pomembna stvar in to je tehnika nog, ki pa zdaj bolj težko pokažem. No, ampak... Ja, ampak je tak šport, kjer
ga lahko tudi začetnik začne kadarkoli. Ja. Ja, ker recimo Lahko ga velodrom začneš je pri pa 10, pri 5, lahko ga začneš pri 40, pri 50. Ja. važno, da nekaj delaš, ker pa velodrom je pa ena velika težava. A veš kaj? Ja, jaz bi rekel, zame je težava, da križ, ne? Ne. Zakaj tega recimo zdaj Slovenci? 20 na velodrom, pa te križ boli, to je problem, ker se moraš držati. Ker si pa tam tako, ne? Ja, ampak en drug problem je, ki je, recimo, zdaj se nekdo v, ne vem, Kranjski gori, Rabiš prostor. Prostor. Ja. Ja. Kje je velodrom v Sloveniji? To je. Novo mesto. Ja, Novo mesto, ja. Ne čist, ampak ja, v Novem mestu, Češča vas, in tam je edini velodrom in to je problem za Slovenijo, recimo edini pokrit, ne? Ja. In drugače je še odprt. po moje ne, no, ampak pokrit, mislim, na unih hitah ne moraš trenirati. Naklonine so velike, koliko? 45 stopinj. Do 45 stopinj. Olimpijski center Novo mesto. Ja. Na ravnini, kaj je tista ravnina, je še vedno nagnjen. Meni je ChatGPT napisal 12 stopinj. Da je na ravnini. Se mi zdi, da je malo manj nagnjen. 12 stopinj je pa kar še vedno velik naklon. Pa bi znal biti. Mogoče, no, ampak 45 stopinj ne, je pa res, to je res strmo, ne. Ja, tle piše, na olimpijskih velodromih so bankine nagnjene od 42 do 45, ravni deli pa od 12 do 15, recimo. Če tle pogledaš, na primer, ne, to je ravnina. Ja. In to je... Ja, še vedno je. Tako, lahko bi rekel. Dejansko je verjetno 12 stopinj na ravnini. Ja, sej. Mislim, tista centralna ravnina, ki je ravna. Tisto, kar je pa na progi, je pa ta ravnina, ki... Ja, ampak ChatGPT se tudi moti, ne. Prej smo zasledila podatek. Kaj smo že zasledila? Da boksači... No, najprej reče ne bokserji, ampak boksalci. To ni bil ta, ja, boksalci. Ampak neki en drug podatek je bil. Meni se zdi, da mora biti šprinter na velodromu čim lažji. Tole se zdaj sem dobil. Teža in aerodinamika. Prav si imel, zdaj pa jaz čist citiral ChatGPT. Pa mu nisem rekel nič, da nekaj narobe, naj pove, ampak kolesari si prizadevajo za minimalno telesno težo, da zmanjšajo upor in povečajo hitrost. Ne. Sej upor bo zmanjšal, do tukaj se strinjam, moči pa ne bo, hitrost ne boš povečal s tem. Ne boš. Enostavno v šprintu ne boš povečal hitrosti. Ja, zato ker tle ti ne gledaš upora po površini tle, ker imaš tako, ne? Ja. In ki si ti v tej poziciji in tle upor daje ta širino, ki jo dobiš ti z mišicami, ne boš toliko zelo pridobil na dodatnem uporu. Noge bodo neki, samo to je spreminjanje v nogah, je zelo mehna površina, ne? Ker noge so v bistvu... Volumen vaza, ja, pa gre. In val se razteguje na zelo drugače obnaša, kot če bi sam ploščo raztegoval, ne? Ja. Čist popoln. Ja, čist. Pa tudi ni čist val, ampak je nekako še tako tak. Kot elipsa neka taka. Pa potem imaš še... Kaj si ti tle tako dan? Ti tle ne boš... Tvoja višina bo diktirala en del. Ja. Pa se boš dol spustil. Mislim, veš, če ti uspeš nagniti, to ima Evenpool, ne, da se lahko toliko nagne dol. In s tem najbolj zanašaš upor, da če se ti čist dol spustiš, da si kot prečka. Ja. Ker ta del, kakor se dol spustiš, če to tako dol premakneš, v bistvu ti... Zapiraš ključa, zapiraš v resnici. Ok, to je še dodatno. Ampak v teh kratkih recimo ključa niso največ. Če se ti čist dol spustiš, si v bistvu spravil površino na takle del telesa in to ne bo, širina rame je v bistvu do neke mere genetska. Ne? Ja. Nekaj boš lahko do mišice na ramo, ampak ne boš to mogel spremeniti za en efekt, ki bi bil res proti temu, kakor mišice spremenijo hitrost uporaben. In boš ti s tem, da se založiš dol, s tem, da boš ti tle povečal površino, ne pomeni, da boš ti povečal upor, ker si ti tako dol. Ja, seveda. Pomemben je, koliko imaš balanco, imajo ful oske balance. Res imajo oske balance. Kar je pa nevaren. Ja. Nevaren, zelo. Ampak v bistvu ti pri tej hitrosti
Tudi ne more, Držanje balance ni težko. tisto, kar moraš ti tle delati. Ne? Ja. Ti balanco držiš zaradi tega, da se ti držiš balance. Ja, zavijaš pa že zavijanje je pa vse dela sama fiska, ne več drugega. Sej ti nič ne spreminjaš balance levo desno, ne? Ampak jo samo držiš naravnost krog, pa te pol pele okoli. Ta stadion, ki je v Novem mestu, je bil zrušen, vem, ampak... Ne to. Ja. Je v bistvu po moje pol časa uporabljen kot atletski stadion. Ja. Atletski stadion. Ja. Atletika, sej, če... Sej veliko nekih takih tekmovanj tam. Ja. Tako da, ja, zelo amatersko je tale velodrom v Sloveniji. Pa imamo neki zelo dobri. Veš, kaj je meni zanimiv, ne? Oj. Ok, si lahko pogledam te stvari, ampak velodrom je steza, ki imaš ti okrog in okrog. Zdaj moraš pa ti nekako na velodrom prideti. Ja, kako prideš? Skopla spod. Ja. To vem. Ja. Ampak, pa imaš pa ti avtomobilske dirke, kaj že NASCAR, ki ima pa enak krog, ker ne sme biti luka na mes. Kako pa tam not pride? Verjetno isto naredijo. Ja, isto. Ampak, tisti je bolj impresivno, kaj velodrom, veš. Ja, precej večje. Ja, večje je. Sej tudi krog je, mislim, je velik, koliko je zdaj dolg, ne vem, ampak je zelo velik. To je, take stvari so mi ful zanimive. Ja, to opremo spraviš pod njih. Ti moš avto spraviti noter nekak, ne? Ja. Zdaj tle gledam to je predor. Velodromsko stezo. To pa oni naredijo praktično skople v predor v zemlji. Ja, tako da bi ti pod Merkur šel not, pa na drugi strani pol ven, veš, pod polom. Ja, tako približno se to naredi, ja. Pa vso opremo not daš in to je. Ali pa ne, tudi ni treba. Ker imaš tle imaš pa take vhode, ker tudi ni toliko strmo po moje, kot na velodromu NASCAR. Aha, ja, seveda. Imaš take vhode in jih pripelje, po moje lahko tudi direktno. Ampak, veš kaj? Po moje tle slo nima predorov, no. Ja. Ampak zdaj pa povejva še za konc, ne? Povejva pa še kakšne najboljše na svetu, ne? Kakšne čase ali pa kdo je bil v boksu najboljši tam nekaj časov, ampak... Ja, to je pa spet ena nova diskusija, kdo je bil najboljši vseh časov v boksu. No, ampak dejva tako. Ja, taka znana imena so Larry Holmes, Muhammad Ali. Muhammeda nekako jemljamo kot najbolj uspešnega bokserja vseh časov. Pol Mike Tyson, seveda. Zdaj v modernih časih Floyd Mayweather, ker on je pa prišel skozi celo kariero brez enega samega poraza, ne. On sam sebe se to jemlje kot najboljšega bokserja, ampak drugega pa ne. Drugi bokseri na tem nivoju ga ne jemljejo kot tak dobrega bokserja, kot on sam sebe. Potem, bili so še marsikaj drug je bil. Sonny Liston, mislim, da je bil. Jaz mislim, da se jemlje kot najboljšega vseh časov Muhammad Ali. Ja. On. Ker on je bil toliko visoko, jaz mislim, ali celo više, 1,90 m je imel. Ja. Imel je 100 kg. Bil je pa hiter, kakor oni 2-3 kategorije nižji kot on. In zato je bil tudi tako dober. Je pa zanimiv podatek o njem. 200,000 udarcev v karieri prijel. To so zračunali 200,000 udarcev v karieri. Ja, to... Njegova Parkinsonova, on je imel na koncu Parkinsonova. Ja, vem. Se vem, isti dan, ki je umrl, sem šel na Šmartno hoditi. Ja, se spomnim. No, in njegova Parkinsonova pač ni bila nič drugega, kot samo količina udarcev, kaj jih je prijel. Ja, seveda. To pač je dejstvo, ne. To je zanimivo, kaj si pa ti misliš, znane velodromiste? Ja, znanih prav zelo ni, ampak Harry Levrejsen pa je v bistvu najboljši, čist najkrajših, recimo tukaj rekord na 200 metrov, postavljen 7. avgusta 2024. Sem gledal to v živo, časa si nisem zapomnil, 9:088, torej 9 sekund pa 8 stotink, 200 metrov je, se štopa, torej ne cel velodrom, ampak samo en del, vedno 200 metrov flying start, to pomeni, da
je že prej pelil in povprečna hitrost je zelo velika, ne, lahko zračunaš, ampak zdaj 500 metrov, tukaj se pa v bistvu že zdaj se pa malo spremenijo ta razmerja, je pa Jeffrey Hoogland, to je pa najboljši do tam 501 km, pa še malo dlje, je pa v Mehiki na zelo visoki višini leta 2023, 31. oktobra, postavil rekord na 500 metrov in pa še na 1 km v istem dnevu. 1 kilometer bom povedal sam še čas 55-43, kar je povprečna hitrost 65. Ja, ker je zelo velika hitrost in pa v Mehiki zaradi tega, ker je manjši zračni upor zaradi višine. Ne? Ki je visoka, marska višina. Ja. Ne posod, ampak tam, ki je pa je. Tam pa je. Ja. Tako da zanimiv 200 metrov pa v Franciji na predvsem nizki višini. Ampak ja, to je pač zato, ker je bil takrat dosti močen. Ja, pač to je pa zaradi. Ker za šprinte je pa vedno boljš na višini, na marski višini. Ja, tako da ja. To so nekako te hitrosti, to so bili še klase in taki zelo zanimivi podatki, sploh, po mojem. Kar se boksa tiče, je pa težko povedati. Ne? Ja. Najmočnejši udarci vseh časov se ne merijo sploh v nekih enotah, so enote, ki se jih merijo za udarce, ne prav posebej. Enote, mislim, ne si je pomemben pri boksu, ne toliko vatov, pomemben je kam zadaneš tudi. Ja, to bi se spet lahko bi celo nova tema odprla o pritisku boksa. O pritisku, o udarcu, kako udaraš, koliko hiter udaraš, ne pomemben je, da je stik krajši, če je krajši boljš, ampak če je pa daljši. Ok, tle so dve stvari. Ja, to je zdaj teme za odpirati večkrat, po mojem se lahko. Tle je sprememba gibalne količine pa pritisk, ki se stvari pri tem. Pritisk je sila na površino. Torej, manjša, ki je bolj. S tem, da ti udaraš s členkom, da ne udaraš celo na pestjo, ampak da sam rotiraš udarc, pa udaraš s členkom. Ja. Boš ti to silo na površino povečal največ možno, ko boš površino zmanjšal, silo sam, da se pa sam kaj ne zlomiš. Ja, sej, ta členk se ne bo zlomil. Ja. Zlomila se bo lobanje. Ja. Okay. Pomemben je, kam zadaneš, kako zadaneš. Pa pa še krajši čas, ko boš imel s tisto silo, ker se boš nasploh neka večjo silo bo. Ja. Sam jaz ne bi rekel, da je boks zdaj sploh pomemben, koliko v nekih vatih daš. Ker ni pomemben, ker prvič veliko del časa traja in je nemogoče pričakovati, da bi dal v 5. rundi po ne vem že koliko udarcih, en udarc, ki bo dal ne vem koliko vatov, ker ni pomemben, ker tudi že prej si zmatran, pri velodromu je pa enostaven tistih 10 sekund, ali celo 9 in je to. Mi ne bomo mogli tele primerjave malo bolj razmisliti. Ja. Ker je vedno tako, da je pa na koncu neki hecnega primerjava, malo zmedeno vse postane. Ja. Ampak je pa zanimivo. Je zanimivo. Vsaj nama. Ja, mogla bi še malo preučiti, ampak po moje so lahko. Ja. To je to. Hvala za ogled. Ja. Se vidimo naslednji torek.